Se vam je točno opoldne takole oglasil telefon? V okviru javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje bi morali uporabniki mobilnih naprav po vsej državi prejeti testno sporočilo. To naj bi se samodejno prikazalo na zaslonu ob spremljavi glasnega zvočnega signala. A nekateri sporočila sploh niso prejeli, drugi so ga dvakrat, tretji z zamudo. Smo mogli šli nasprot, eni so šli pa so dobili, pa so pa mi rekla, vse res bi mogli dobiti, pa pač nismo. Ne, jaz danes nisem dobil nobenega sporočila. Nič. Mogoče pa še bo. In kot kaže, številni obvestila niso prejeli ali pa je to prispelo z nekajurno zamudo. Po besedah direktorja uprave za zaščito in reševanje je bilo testiranje izvedeno brezhibno. Težave, ki so jih zaznali po prvih poslanih sporočilih ob 12. uri, so identificirali in jih odpravljajo. Denis Malačič. Nekaj minut pred 12. smo med Ljubljančani preverili, ali vedo, kaj se bo zgodilo točno opoldne. Alarm bo. Message bomo dobili. Signal za alarm. Snemalcem nekaj sekund pred poldnevom čakava in obvestilo prispe. Telefon sem imel v žepu in ga nisem slišal, da piska. Ampak, ko sem okolico ostale videl, da vsi neki gledajo telefone, sem pogledal in sem imel opozorilo gor. Kljub številnim novicam v medijih v preteklih tednih nekateri niso vedeli, zakaj so prejeli sporočilo. Nisem prebrala točno, zakaj se gre. Številni poročajo, da obvestila niso prejeli. Med njimi so uporabniki različnih znamk mobilnih telefonov in tudi različnih omrežij, pa tudi tujci, ki so se v času obveščanja nahajali v Sloveniji. Jaz imam Apple telefon, pa nisem dobila nič. Ti pa nimaš Apple? Imam Apple, pa sem dobila. No, I don't think so. No? Like SMS? Yeah? No. Sporočilo je bilo dostavljeno nad 95% vseh celic, ki jih imamo mobilni operaterji na območju Slovenije. Tako da jaz mislim, da je test bil uspešen. Test je namenjen temu, da se odkrijejo napake pri oddajanju in tudi pri prikazu sporočil na uporabniških napravah. In ocenjujem, da smo danes uspeli to dobro preveriti in tudi odpraviti prve težave, ki so se pojavile. Smo prepričani, da bojo operaterji in izvajalci projekta dokončne svojega projekta, ki ga morajo izdati pred predajo nam v dokončno uporabo, odpravili tudi identificirane težave, zaradi tega, da bo sistem deloval v prihodnje učinkovito. Na enak način bomo v prihodnje prejemali obvestila ob neposrednih nevarnostih, denimo velikega požara, poplav ali potresa, bližajočih se nevarnostih, denimo neurja, zemeljskega plazu ali terorističnega napada. Obveščanje o ukrepih prebivalcev in obiskovalcev bo potekalo tudi pred, med in po naravni ali drugi nesreči, SI-alarm pa bo pomagal tudi pri iskanju pogrešenih oseb. In medtem, ko nekateri tovrstnega sistema obveščanja javnosti ne podpirajo, Ne vem, meni se zdi, da je to samo dodatno strašenje ljudi. se bodo drugi zaradi SI-alarma v državi počutili bolj varno. Ker sem to že doživela v Grčiji, ker so bile hude poplave, ker so nas usmerjali po 2 ulici stran, petke, pa to, ker je bila pač to huda poplava. Sistem javnega obveščanja preko mobilnih omrežij sicer že uporablja večina držav Evropske unije.